Danes pa sta na vrsti Tjaša in Dino. Sta že pripravljena oblečena za vajin ples. Kdo pri vama rajš pleše, Dino? Najbrž Tjaša, ampak je meni tudi ples prerasel k srcu. A ti znanje košarke kaj pomaga? Ti si košarkar, ti pomaga pri plesu? Najbrž mi, kak pick and roll mogoče. Veš kaj, pri standardnih plesih, plesala boste angleški valček, pravijo, da se moraš tako držati, kot da bi nekdo vate en kol, a veš, kako bi rekel? Implentiral? Insertiral, Insertiral, En tak kol. So ti to povedali? Mogoče. Ja, a veš, angleški valček morda deluje res intimno in nenaporno, ampak hliniti tisti kol pa se hkrati držati še elegantno in zaljubljeno, ne vem kaj, ampak poglejmo, kako ima je šlo pri treningu. Predno smo se prijavili na popolno poroko, nismo dosti plesali razen na kakšnih žurkah, zabavah, bolj tak freestyle ples. 3 nazaj, pa peta desni obrat polovični. 1, 2, 3, 1. 3 nazaj. 1, 2, 3. Ok. Ja, na vaji je šlo še boljše, ne? Ja? Ok. Meni osebno največ preglavic dela ples v petah. Mehka kolena, ja, tako. Mogoče predvsem pri tem zaporedju meni ne gre, da si zapomnim eno figuro, pa drugo, pa tretjo, ampak vaja dela mojstra. Tako lepo gibanje in tako eleganco in zato smo pa tudi skupaj zbrali angleški valček, ker se mi zdi, da ima tako paše in tako jaz sem si takoj predstavljala njega kot enega princa in on njo kot princeska in je tako lepo. Prej, stran, skup, nazaj, pod roko. Ja, vmes smo se malo pohodila, tako da včasih še pride, no, da bi šla vsak svojo smer pa to, ampak mislim, da nam bo uspelo. Super smo. Izbrala sta torej eleganco, galantno drsenje po plesišču, mehkobo gibov in tisti kol, saj veste. Angleški valček izpod nog Tjaše in Dina. Zdi se tak, kot nekoliko brez besed pove, da je srečen z menoj, meni strast prebudi, ko pogleda me v oči, kot nekdo, ki imel me bo rad. Ko sem z njim, se sveta ne bojim, pa čeprav se zdi, da nevarno živim, a verjeti mu smem, ker on najbolj to ve, kot nekdo, ki me bo rad, kot nekdo, ki me bo Mi je ples zelo prerasel srcu, že samo vadbo, pa sploh danes, ko sva plesala, ne vem, čarobno je bilo. Ja, jaz sem pa tudi ful vesela, ker je že od nekdaj rada plešem in sem vesela, da zdaj tudi Dino rad pleše in mislim, da bo to en nov skupni hobi. Tako da bova plešala se naprej. Dino in Tjaša, čestitke! Kakšen lep angleški valček! Zadovoljen? Odlično je bilo.
Nam tudi. Edin takole se pa na koncu ne poljubijo, angleške valčko, veš, to je pa le zadržan, strog ples. Bernarda, nekaj me zanima. Danes se mi zdi, da deci čedalje manj radi plešejo, pomaž pa tiste, ki pa preveč radi plešejo. Ampak, če vas nekdo povabi na ples, a je to za vas alarm, da se zmrznete, ali je to za vas, da rečete, kako elegantno, še so džentlmeni? No, jaz predvsem se sploh ne spomnim, kdaj sem zadnjič plesala, še manj se pa spomnim, kdaj bi me kdo prišel prositi za ples. Moram pa reči, da bi še vedno z veseljem odplesala, če bi ga znala, en dober argentinski tango. Ker zame je edin res ta prav ples tango. In tango je zame že na 1/4 nezvestoba, če ne plešeš svojim zaročencem. Hvala Bogu, da sta ona dva danes zadnjič plesala, ki sta že zaročena. Jaša, ti kot režiser dobro obvladaš govorico telesa, ti opazuješ tlele tudi z drugimi očmi, a ne? Režiserji to poznate? Ja, jaz seveda obvladam govorico telesa. Saj pravi, da 70% medčloveške komunikacije je neverbalne. Ampak da ta govorica telesa zadnja leta jaz to bolj pasivno obvladam. Mi ostanejo bolj samo še te osnovne fraze, kot so lačen, žejen. Tako da...